stališče. In sicer seznanjeni ste, da današnji sestanek je bil sklican med najbolj pristojnimi inštitucijami v državi, tako strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na čelu z direktorjem dr. Hraminom in vrhom ortopedske slovenske stroke na čelu z profesor Antoličem. In sicer, da se dogovorimo in poiščimo rešitev za primer, ki je ta čas v javnosti aktualen in se v preveliki meri razčiščuje pred televizijskimi ekrani. Podpiramo strokovno odločitev ortopedskega konzilija Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, ki želi omogočiti otroku najhitrejše in najustrežnejše zdravljenje, tako za telo, kot za duševno zdravje, za najboljšim možnim funkcionalnim rezultatom, tudi ko otrok odraste. Gre za strokovno zelo zahteven primer, ker se večina ortopedov v svetu odloča za odstranitev dela nepopolnega stopala, nekateri po skladu s svojo vestjo izvajajo tudi ohranitvene postopke. Dolžnost vsakega zdravnika, ki se za njih odloči, je, da starše na njim razumljiv način seznani za uspešnostjo zdravljenja po obeh metodah. Konzilij je pri svoji odločitvi upošteval objavljene študije v kompetentni strokovni literaturi, strokovne razprave na evropskih in svetovnih kongresih in lastne dolgoletne izkušnje. Dovolite mi, da vam povem pravzaprav končno sporočilo današnjega kar dolgega sestanka na to aktualno temo. Po izčrpni razpravi, tako pravnih in strokovnih vidikov, prisotni upoštevamo izrecno zahtevo staršev po izvajanju ohranitvenih metod zdravljenja. Zato predlagamo, da se pred končno odločitvijo zdravljenja dečka pridobi še eno mnenje ustreznih strokovnjakov, referenčne ustanove v evropskem prostoru, in sicer na Dunajski kliniki za otroško ortopedijo Špajzik. Toda na kraju, ne glede na odločitev, kakršna bo v nadaljevanju, se vsi prisotni strinjamo, da gre za edinstveni primer, kateri bo moral biti na nek način tudi pojasnen v nadaljevanju znotraj